Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sliko smo nazaj iz Haloz, iz Zavrča, kjer je pred nami tako imenovani haloški El Clasico, sosedski obračun med ekipama Zavrča in Cirkulan, ki ga po prvem polčasu z 1:0 dobivajo gostje iz Cirkulan. V 30 minuti po kotu je zadev kapetan gostujoče ekipe Tomaž Toplak, sodnik Bojan Tkalčič iz Maribora pa je pravkar dal znak za začetek drugega polčasa, ki so ga iz sredine igrišča začeli domači nogometaši Zavrča. V prvem polčasu sicer prevlada gostov iz Cirkulan, ki so si pripravili nekaj lepih priložnosti in zasluženo vodijo, nogometaši Zavrča bodo pa morali v tem drugem polčasu nekaj spremeniti, da poskušajo priti najprej do zadetka za izenačenje, potem pa loviti zadetek, ki bi jim prinašal vodstvo, zmago in na koncu vse 3 točke. Kombinirajo zdaj domači na sredini igrišča, žogo pa so hitro izgubili in ta bo pripadla gostom iz Cirkulan. Cesar bo izvajal stranski out in se odločil za podajo Bojnecu. Podal je naprej do Cimermana, ki je v prvem polčasu igral odlično, se veliko vključeval, večkrat dobil žogo v globino, si pripravljal priložnosti, ampak do zadetka ni prišel, poskušal bo seveda dole tega priti v tem drugem polčasu. Pofuk Matija je zdaj podal Kajzerju, Stiplošek in Kajzer, pa izkušeni kapetan Zavrča Milan Kokot. Lepo je v sredini našel Štumbergerja, ki pa na to spodal ni našel soigralca v napadu Gregorja Predikake. Trenerja se, mislim, da med polčasom nista odločila za nobeno menjavo. Žoga je pri Majcnu, ki prodira po desni Majcen in to bo že prvi kod v tem drugem polčasu. Ali pa tudi ne, stranski sodnik je pokazal, da bo to samo gol out. Čeprav se je sprva zdelo, da je žogo izbijal domači branilec, tako je prodiral Majcen. Potem pa očitno vendarle od njegove noge žoga izven igrišča, dolga podaja je bila. To v kazenski prostor Zavrča, oziroma Cirkulan, se pravičujem, žogo je vratar Zajec ujel, jo hitro poslal na drugo stran igrišča, kjer pa ni bilo nobenega od njegovih soigralcev in z napadom pričenjal zdaj domačini iz Zavrča. Pofuk, pa Stiplošek in Kokot. Kokot je poskušal sredino, storil je napako, žogo mu je odlično ukradel Ljubec, podal proti Kiriču, daleč iz svojih vrat pa je prišel vratar Mikić. Mikić žogo pošilja v sredino proti Predikaki. Ni bilo dovolj natančno, Predikaka žoge ni dobil. Majcen. Majcen je lepo podal proti Bojnecu. Kokot mu je žogo izbil v out. Out bo izvajal desni bočni nogometaš Cirkulan Metod Majcen. Žogo je gostom vzel, zdaj Koren ob stranski črti, Koren žogo izbija naprej. Poskušajo zdaj s kombiniranjem po levi strani, gosti iz Cirkulan. Pri žogi Travnikar, pa Cesar. Stiplošek mu je žogo izbil v out. Pri žogi Lipavšek, ki je dobro igral v prvem polčasu. Tudi podal za gol. Še en out pa bo to za Cesarja. Spet je glasno na tribunah tukaj v Športnem parku v Zavrču, kjer se je po uradnih podatkih zbralo okoli 500 gledalcev. Lep obisk tega
haloškega derbija. Dobra podaja, zdaj v kazenski prostor. Bojnec je za trenutek prišel do žoge, potem pa jo je brez težav ujel Zajc. Še enkrat smo videli to situacijo. Brez resne nevarnosti, torej za gol Zavrča. Pa zdaj out tam za domače. Krajnc je pri žogi. Krajnc za atraktivnim vložkom. Še vedno Krajnc. Poskušal je spodal naprej, ni mu uspelo. Bojnec. Kirič. Tudi Kirič ni uspel, žoga zdaj pri Kajzerju. Štumberger. Poskus podaje ponovno proti Štumbergerju, ponovno neuspešno. Domači nekoliko panično izbijajo. Izbijal je zdaj tudi Travnikar. Žoga pa je končala v avtu za desnega bočnega branilca Zavrča Tadeja Stiploška. Jazbec. Stiplošek. Tvegana podaja proti Korenu. Nekoliko grobo je štartno na njega Majcem. Povleke ga je za dres, ni se oglasila piščalka sodnika Tkalčiča, ki pušča kar grobo igro. Pa kljub temu kar nekaj prekrškov v prvem polčasu, sicer brez rumenega kartona. Zdaj poskus nečesa med podajo in strelom, ki pa je končal v rokah vratarja Zajca. Ni dobil zračnega dvoboja, Bojnec je potem zamudil štart, žoga je pri Jazbecu. Na sredini so žogo ukradli gostje. Bojnec, Ljubec. Ljubec, odkriva se Cimerman. Odlično posredovanje pa Roka Kajzerja, ki je zdaj obležal, očitno je dobil udarec strani Cimermana. Sodnik sicer spet ni zapiskal prekrška. Takole se je kar nekaj prostora ponujal Cimermanu, ampak Kajzer je to odlično spremljal. Potem pa očitno prišlo do kontakta in Kajzer je dobil udarec, vse pa bo v redu z njim. Je že pripravljen za nadaljevanje igre, Majcem pa bo izvajal out. Nakratko je poiskal Ljubeca. Ljubec je padel ob pofuku. Ljubec še vedno preigrava. Ljubec pa tam Kirič zdaj nekoliko nenadejano do priložnosti, strel z glavo, ki pa ni bil dovolj natančen. Prva resna priložnost za Cirkulane v tem drugem polčasu, kar nekaj so si jih sicer pripravili že v prvem, ja, to bi Kirič skoraj da lahko bolje izkoristil in poskrbel za udobno prednost dveh zadetkov svoje ekipe. Krajnc poskuša s podajo, ki pa ni bila niti približno dovolj natančna in končala je v gol avtu za vratarja Zajca. Sicer, kot že omenjeno v prvem polčasu, gre za dvoboj še dveh neporaženih ekip. Obe ekipi sta zbrali 5 točk v prvih 3 krogih, torej 2 remija in pa po 1 zmago. S tem so seveda bolj zadovoljni nogometaši Zavrča, za katere je to prva sezona po vrnitvi v 3. ligo. Lani so nastopali ligo nižje. Nogometaši Cirkulan, ki so lani v 3. ligi zasedli visoko 3. mesto, pa so si seveda obetali boljši začetek. Majcen je zdaj žogo ukradel na sredini in odpira se veliko prostora. Ljubec je v kazenskem prostoru, Ljubec v sredino, nekaj zmede, na koncu pa do žoge vendarle branilci Zavrča. Še ena neizkoriščena priložnost je bila to za Cirkulane. Lahko na to odgovorijo domači. Krajnc. Krajnc proti Jazbecu. Jazbec je žogo lepo vrnil Krajncu, ki ima zdaj prostor za predložek. Krajnc in Lazar tam v vratnico iz neposredne bližine. Lepa priložnost je bila to za domačine Zavrča, ki bi lahko zdaj prišli do izenačenja. Ja, neizkoriščena priložnost na strani Cirkulan, pa potem bliskovit protinapad in Lazar tam v vratnico iz neposredne bližine. Ja, lepa priložnost za Zavrč, ki vendarle kaže zobe, vendarle kaže, da ta tekma
še zdaleč ni odločena. Do žoge na desni Metod Majcen, odlično ga je zaustavil Koren. Majcen pa je potem storil prekršek. Majcen je potem ugovarjal proti sodniku Tkalčiču, ki mu je zdaj pokazal prvi rumeni karton na tem srečanju. Tukaj bomo to videli še enkrat, prekršek v napadu Majcna. Mislim, da pravilna odločitev sodnika, potem pa zaradi ugovarjanja rumen karton za Metoda Majcna. Na današnji tekmi si je prislužil igralec številko 22, Majcen Metod. Medtem je Koren že izvedel prosti strel, tukaj je Matija Pofuk, pa Kajzer. Kajzer in Jazbec. Jazbec je lepo našel Korena, ki pa si žoge ni uspel zaustaviti in končala je v avtu. Metod Majcen je pripravljen, da izvede met iz avta. Našel je Ljubeca. Ta pa potem žoge ni uspel podaljšati do enega od svojih soigralcev, visoko na polovici cirkulan, met iz avta za Zavrč. Žoga pri Predikaki, pa Krajnc. Izbija Toplak. Pofuk je dobil skok na sredini. Jazbec se bori. Žoga pa mu je ošla v stranski avt. Visoko zdaj ostajajo nogometaši Zavrča, seveda bodo poskušali žogo ukrasti in si pripraviti priložnost. Ljubec je dobil skok. Pa Bojanc, na desni strani je Majcen. Majcen je našel Lipavška, ta Ljubca. Ljubec odlično spušča žogo na desno stran Lipavšku. Dober predložek v sredino, kjer je Cimerman. Dobro je zadev žogo z glavo, podaljšal proti Kiriču. Žoga pa je očitno zapustila meje igrišča in končala v gol avtu. Še ena lepa priložnost, odličen predložek Majcna. Cimerman je najbrž poskušal strelom, ampak na koncu je to izpadlo kot podaljšana žoga do soigralca Kiriča, ki pa mu je žoga očitno šla čez golovo črto. Stiplošek, pa Jazbec, Pofuk. Pofuk je padel na žogi, ob njem je bil Lipavšek, Bojanc pa pelje proti napad. Cimerman preigrava ob Kajzerju, še vedno Cimerman, padel je Cimerman, zaustavil ga je s prekrškom Blaž Jazbec. Razburja se Cimerman, čez da bi to moral biti rumeni karton, spet pa se sodnik Tkalčič ni odločil za rumeno kazen, ja, takole z roko je povlekel Alena Cimermana Blaž Jazbec, sodnik pa je ocenil, da je to premalo za rumen karton. Prosti strel bo to za cirkulane, s kar precejšnje razdalje sicer. Selijo se skakalci v kazenski prostor. Morda bo šlo za podajo, morda celo za strel. Pripravljen je Metod Majcen. Ob žogi je tudi Blaž Cesar. 3 igralce je v zid postavil vratar Mikič. Majcen poskuša strelom, dober strel Majcna. Vratar Mikič pa je žogo izbil tam na stran, do nje so spet prišli nogometaši cirkulan. Zdaj so jim pa jo domači vendarle ukradli in hitijo v protinapad. Težave za Zavrč, Ljubec se tam bori. Pa Krajnc proti Jazbecu, Jazbec se je izvrstno obrnil. Prodira po desni strani Stiplošek. Iskal je Lazarja. Žogo pa je Zazič zanesljivo izbil, no oglasila se pa je potem
Sodniška piščalka, prekršek v napadu Predikake in prosti strel za Cirkulane. Še enkrat v ponovljenem posnetku, dobro izveden prosti strel Metoda Majcna. Takole mimo zida, nizko je šla žoga, ampak zanesljivo je reagiral Luka Mikić. Za trenutek je obležal Stefan Zazić zdaj. Vse bo v redu z njim in vratar Zajc bo lahko izvajal prosti strel. Visoko so ostali nogometaši Zavrča, poskušali bodo s pritiskom. Tretjina tega drugega polčasa je že za nami. Vedno bolj pa bo voda tekla v grlu nogometašem Zavrča, ki so zdaj opravili tudi prvo menjavo. Damjan Bezjak je iz igre povlekel nogometaša številko 11, Dražena Lazarja. Cirkulane iz igre igrale številko 17, Ljubec Daniel, v igro igrale številko 4, Erhatičnik. Na mesto menjava pa očitno tudi pri gostih. Iz igre je odšel Daniel Ljubec, zamenjal pa ga je Daniel Erhatić. Oziroma Nik Erhatić, se opravičujem. Prav tako prva menjava tudi pri domači ekipi, iz igre igrale številko 11, Lazar Dražen, v igro igrale številko 13, Sambolecki. Kako že omenjena pa menjava tudi v domači ekipi, zdaj je uradni napovedovalec tukaj na stadionu povedal, da je iz igre odšel Dražen Lazar, na mesto njega pa Kim Sambolec. Koren in Jazbec. Žoga proti Štumbergerju, ki je ni dobil. Kirić. Kirić preigrava, odličen prodor Kirića, ki je žogo krasno spravil do Cimermana, ki prodira, poda v sredino, nekoliko pa je zamudil tam Nik Erhatić, še en obetaven napad Cirkulan, ki pa se ni končal z zaključnim strelom. Lep prodor Kirića je bil to, potem pa na levi strani Cimerman, ki je poskušal spodati v sredino, dobra podaja to bila, ampak Nik Erhatić je nekoliko zamudil. Kokot, izgubil je žogo Kokot ob Erhatiću, popravil je njegovo napako Matija Pofuk, pa Koren in Krajnc. Krajnc išče Predikako v sredini, ta si žoge ni uspel zaustaviti. Sambolec je poskušal zdaj s predložkom, ki pa ni bil dovolj kvaliteten, brez težav za vratarja Denisa Zajca. Zajc žogo pošilja na nasprotnikovo polovico proti Cimermanu, skok ob njem je dobil Kajzer. Koren. Koren še z eno visoko podal na drugo stran, tokrat ta ni našla naslovnika, Zazić je dobro posredoval. Bojnec. Bojnec preigrava, tako je našel Majcna. Pa Erhatić, ki je padel ob Pofuku in zdaj si bo tudi Matija Pofuk prislužil rumen karton. Prvi rumen karton za ekipo Zavrča. Povsem zasluženo pa ga je prejel, torej igralec številko 2 Matija Pofuk. Njegov prvi rumeni karton v tej sezoni. Srečanju je dobil igralec številko 2 Pofuk Matija. Blaž Cesar je ponovno pripravljen, da izvede prosti strel. Šlo bo zdaj skoraj zagotovo za podajo v kazenski prostor. Vsi visoki nogometaši Cirkulan so tam pripravljeni, da poskušajo žogo spraviti proti golu vratarja Mikića. Cesar poda tam na drugo vratnico, priložnost
In vratnica se trese. Je pa sodnik tudi prekinil igro. Očitno je šlo tam za prekršek. Videli bomo to situacijo še enkrat. Dobra podaja Cesarja na drugo vratnico. Tam pa je eden od njegovih soigralcev dobil skok, streljal z glavo, ampak zadev vratnico. Medtem je na sredini igrišča prišlo do novega prekrška v korist Cirkulan. Zazič na levo stran. Pred golom se je zdaj znašel Erhatič, lepa priložnost je bila to za Erhatiča, ampak še enkrat več Marcel Koren izvrstno v bloku. Kar nekoliko nenadejano tukaj podaja v kazenski prostor. Žoga je šla mimo branilcev, po fliperju pa do strela Erhatič. Odlična reakcija v obrambi pa Marcela Korena. Kot za Cirkulane v tem drugem polčasu skupno že 6. Lepa podaja, Cesar je bil tam, žoge ni zadev. Potem pa napaka Kiriča in met iz avta za domače. Prepušča Koren izvajanje avta Stiplošku. Stiplošek in Jazbec. Jazbec slabo podajo do Stiploška. Stiplošek je bil primoran žogo izbijati. Cimerman tam z visoko dvignjeno nogo ob Kajzerju zdaj. Oglasila se je peščavka sodnika Tkalčiča. Nogometaši Zavrča zdaj gradijo nov napad. V naslednjem krogu jih čaka gostovanje v Zrečah. Nato k njim prihaja ekipa Vidma pri Ptuju, no v 7. krogu pa na to odhajajo na gostovanje v Krško k tamkajšnjemu Posavju, medtem ko ekipa Cirkulan v naslednjem krogu doma pričakuje Videm pri Ptuju, na to odhaja na gostovanje na Koroško Korotanu, v 7. krogu pa k njim prihaja Dravinja iz Slovenskih Konjic. Medtem še en poskus napada nogometašev Zavrča, spet je žoga končala v naročju vratarja Cirkulan. Tajo bo zdaj vrnil v igro z visoko podajo na drugo stran igrišča. Nihče od njegovih soigralcev se ni znašel tam, kjer je pristala žoga. Kokot. Na desni strani je Stiplošek. Stiplošek in Pofuk. Vrača Kajzerju, spet Stiplošek. Stiplošek povsem na drugo stran proti Krajncu, tam je tudi Koren, noben od njiju pa ni uspel do te podaje in končala je v avtu in v posesti za goste iz Cirkulan. Majcen do Erhatiča, Erhatič je zadev Korena in pridobili so nekaj metrov, nov avt za ekipo Cirkulan. Majcen proti Cimermanu, skok je ponovno dobil Marcel Koren, ki igra zaenkrat lahko rečemo zelo dobro. Majcen zdaj žogo vrača nazaj do Toplaka. Ta malce tvegano do vratarja, Predikaka je tam z 10. štartom žogo nekoliko celo zadev. Izplačal se je pritisk zdaj Predikaki, Štumberger v sredino, Sambolec! Prišel je do strela, ampak le ta je zletel malenkost mimo vrat. Ja, lepa priložnost zdaj za Zavrč po dobrem pritisku Predikake do žoge Štumberger predložek. Sambolec pa je potem streljal nenatančno. Nikakor se domačini ne predajajo, poskušajo z napadi. Še kako pazljivi bodo morali biti v obrambi nogometaši Cirkulan, če seveda ne zadanejo gola, ki bi jim prinašal bolj udobno prednost. V tem drugem polčasu si niso ustvarili toliko lepih priložnosti kot v prvem. Kirič preigrava ob Stiplošku. Žogo je izgubil, končala je v avtu. Razburjajo se zdaj gostje. Sodnik pa seveda te odločitve ne bo spreminjal.
Stiplošek in Pofuk. Pritiska Kirič, Kirič je žogo ukradel. Kajzer je bil primoran žogo izbijati, končala je v posesti nogometašev v fluorescentno-oranžni športni opremi. Oglasila pa se je sodniška piščalka, prekršek na sredini igrišča v korist ekipe Zavrča. Kokot in Koren. Koren in Pofuk, Pofuk v težavah, Bojnec je odlično pritiskal. Še ena lepa poteza Cimermana, nov prekršek nad njim, tokrat Kajzerja. Sodnik zdaj zahteva, da se žoga vrne na mesto, kjer je bil prekršek storjen. Hitro so sicer gostje izvedli ta prosti strel, pri žogi je zdaj Erhatič na desni strani. Erhatič prodira, ob Korenu je prišel do predložka. Izbija pa Stiplošek žogo izven nevarne cone. Še ena nevarnost je bila to za Zavrč. Majcen. Lepo se je zagradil ob predikaki. Prekršek pa je zapiskal sodnik Tkalčič. Nov prosti strel bo to za ekipo Cirkulan. 20 minut do konca rednega dela tekme. Lipavšek bo izval tale prosti strel. Lipavšek spoda v kazenski prostor. Ni prišla žoga dovolj daleč, da bi res ne ogrozili nogometaši v kazenskem prostoru vrata Zavrča. Medtem pa, če vidim prav, novo menjavo pripravlja trener Zavrča, Damjan Bezjak. Iz igre odhaja Tomi Štumberger. Iz igre pa odhaja tudi Blaž Jazbec. Dvojna menjava torej pri Zavrču. Osvežitve poskuša trener Bezjak nekaj spremeniti, da bi Zavrč prišel do zadetka za izenačenje. Sicer pa je Kocbek Marjo zamenjal Blaža Jazbeca. Dve menjave pri domači ekipi, iz igre igrale številko 16, Jazbec Blaž. Štumbergerja pa je zamenjal 14, Kocbek Marjo. Ter iz igre igrale številko 9, Štumberger Tomi in v igro igrale številko 4, Pihler Matic. Ja, Matic Pihler je zamenjal Tomija Štumbergerja. Kocbek Marjo pa Blaža Jazbeca. Žoga zdaj prav pri Kocbeku. Sambolec se je zdaj preselil v sredino, Pihler pa na desni bočni položaj, nekaj taktičnih preformacij torej v ekipi Zavrča. Prodiral je Kirič, ki se je znašel zdaj na desni strani, priigral pa je Kot za svojo ekipo. Skupno že 7. na tej tekmi. Jasno, trener Arsič si zdaj želi, da bi njegovi nogometaši povišali vodstvo in tako tekmo udobneje pripeljali do konca. Tako pa ves čas nekako visijo, kajti tudi Zavrč zna še kako nevarno zapretiti. Kot z desne strani za Cirkulane. Poda v kazenski prostor na drugo vratnico, najvišji tam v skoku Kajzer. Lipavšek je lepo pobegnil za trenutek Stiplošku, priigral pa Kot. Spet torej mini pritisk, Cirkulan. Lepo je tam prehitel svojega branilca, nogometaš Cirkulan in nov Kot za goste. Dobra poda v sredino, tam je skok dobil nogometaš številko 22, Metod Majcen in tako kot pri prvem golu, tudi pri drugem, nogometaši Cirkulan do zadetka po podaji s kota. Odličen predložek je bil to
V 75 minuti tekme iz leve strani je bil predložek, povsem sam je bil tam Majcen, tega si obramba Zavrča ne bi smela privoščiti in že drugič je obramba Zavrča kapitulirala po prekinitvi, to bo zagotovo ujezilo trenerja Bezjaka. Majcen pa torej do zadetka z glavo, tudi on do svojega prvega zadetka v tej sezoni. Vendarle je treba reči, da povsem zasluženo vodijo Cirkulane zdaj z 2-0 in so v udobnem položaju, da tekmo mirno pripeljajo do konca in iz sosednjega Zavrča, iz vročega haloškega El Klasika odnesejo vse 3 točke. Kajzer. Padel je Majcen, zahteval je prekršek, ni ga dobil, je pa potem osvojil žogo. Kirič. Obrnil se je Bojnec tam lepo. Sodnik je na to prifiskal prekršek. Hitro izveden prosti strel. Žogo so pa gostje izbili v out. Jasno, zdaj bodo morali domačini iz Zavrča nekoliko na glavo napadati. Morali bodo čim prej do zadetka za priključek, če želijo iz tega dvoboja odnesti kakšno točko. To bo pa seveda vse prej kot lahka naloga proti odlični ekipi Cirkulan. Lepa podaja na levo stran Lipavšku. Lipavšek je žogo izgubil, Pofuk mu je ukradel, ampak do nje je prišel Bojnec. Bojnec prodira, lepo je našel Cimermana. Cimerman ob kokotu. Cimerman je odlično našel Kiriča, nekoliko slabši sprejem pa je bil to in le ta je onemogočil Kiriču, da bi prišel do strela nevarno v kazenskem prostoru Zavrča. Nov napad za domače, prenos žoge na levo proti Krajncu. Krajnc je iskal Korena, žogo pa zanesljivo Travnikar izbil v out. Hitro je ta končala v posesti Cirkulan, zdaj je tu Majcen. Pofuk mu je žogo ukradel, povlekel ga je nekoliko za dres, sodnik Tkalčič tega ni opazil. Koren se je znašel v dvoboju 1-1 z Erhatičem, zmagovalec dvoboja pa slednji. Out za Zavrč globoko na nasprotnikovi polovici. Padel je Predikaka, ob njem tudi nogometaš gostujočih Cirkulan in sodnik je zapiskal prekršek v korist gostov, tukaj smo to videli. Še enkrat, prosti strel pa bo to za vratarja Zajca. Visoka prodaja proti Cimermanu, ki pa ni dobil dvoboja. Koren. Krajnc z napako. Prekršek enega izmed nogometašev Cirkulan pa je tam videl sodnik Tkalčič. Kot Pofuk in Kajzer kombinirajo, pa Stiplošek. Stiplošek, pa Pofuk. Pofuk s prenosom žoge na levo. Ni pa bila ta podaja dovolj natančna, da bi našla vtekajočega Marcela Korena in končala je v gol outu za Cirkulane. Ja, tudi nekoliko slabši rezultat na igrišču, pa ni ubil vzdušja na tribunah, še vedno glasna podpora domači ekipi. Lepo število gledalcev se je zbralo na tem medsosedskem obračunu na haloškem El Klasiku, okoli 500, kot že rečeno. V lepem vzdušju, v tem lepem nogometnem popoldnevu na tekmi 4. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod.
Pofuk zdaj težišče igre prenaša na desno stran, Pihler in Stiplošek. Stiplošek je padel ob cesarju in zavihtel je svojo zastavico stranski sodnik ter označil prekršek v korist Zavrča. Izvajalec bo Uroš Krajnc, tukaj smo videli še enkrat, da je šlo za prekršek nad Stiploškom. Krajnc ima nekaj težav z obutvijo. Žogo si nastavlja za izvajanje tega prostega strela. Dobrih 10 minut pred koncem rednega dela tekme bi bila to lahko lepa priložnost, da se Zavrč morda priključi in vrne v igro, ampak ta prosti strel je bil izveden slabo. Cimerman še enkrat odlično. Potem Lipavšek ni prišel do konkretnejšega napada in žoga spet v posesti Zavrča. Ti so hitro izgubili, potem so tudi gostje hitro izbijali. Kajzer je ni zadev, potem je tudi Cimerman ni prišel do nje. Poskus podaja na levo stran ni uspel, Majcen je bil tam odlično postavljen. Kokot. Pa Kajzer. Kokot se je zdaj znašel visoko na nasprotnikovi polovici na nekoliko netipičnem položaju za njega. Majcen je žogo lepo poslal tukaj na desno proti Lipavšku. Lipavšek z odlično podajo proti Kiriču. Kirič je žogo spravil do Cimermana. Ta je na to podal nazaj Kiriču. Pa Erhatič. Erhatič in Cimerman. Lepa finta Cimermana, nekoliko več prostora je imel Cimerman, ni se odločil za strel z levo nogo. Vrača žogo Bojnecu, Bojnec odlično podajo v sredino. Dobro pa postavljena Završka obramba. Nekoliko slabša podaja zdaj proti Majcnu, ki je žogo vseeno potem izbil, da ni prišlo do večje nevarnosti. Izbija Travnikar. Žoga je pri Pihlerju. Pihler pa samo do Zaziča. Lepo se Kirič obrnil ob Kajzeru, žogo podal do Bojneca. Bojnec je našel Lipavška. Pofuk. Nekoliko nenatančna podaja proti Krajncu, do trka je tam prišlo Krajnca in pa Majcna. Zavrčani nadaljujejo z napadom, Koren. Obležal je sicer Majcen, žoga je končala v gol avtu za Cirkulane. Še vedno pa na tleh leži Metod Majcen, strelec drugega zadetka danes za Cirkulane v 75. minuti. Še ena menjava med tem v ekipi Zavrča. Nogometaša številko 6 Gregorja Predika, ko je zamenjal nogometaš številko 8 Nikola Vočanec. Menjava pa tudi na drugi strani in to kar dvojna. Iz igre je odšel Luka Kirič. Iz igre pa, kot kaže, zaenkrat tudi strelec drugega zadetka, Metod Majcen. V igro na mesto Kiriča sicer nogometaš številko 14 Matevž Kukovec. Domači ekipi iz igre igralec številko 6 Predikata Gregor, v igro igralec številko 8 Vočanec Stefan. Ja, pri Cirkulanah pa iz igre ne odhaja Majcen, ampak Bojnec, ki pa ga je zamenjal, če vidim prav, nogometaš številko 7 Adrian Bezjak. Prav tako dve gostujoči menjavi, v igro sta vstopila igralca številko 7 Bezjak Adrian ter igralec številko 14 Kukovec Matevž. Ja, pri žogi zdaj prav Kukovec, ki je vstopil v igro. Prekršek nad njim je storil Kim Sambolec. Sodnik Kalčič pa mu je pokazal rumen karton.
Tukaj vidimo to situacijo in prekršek Sambolca še enkrat. Povsem upravičeno, torej rumen karton za Kima Sambolca. Žoga je na desni strani pri Majcnu, s katerim je očitno vse v redu, nekoliko slabši predložek sicer. Žoga je vratar Mikić brez težav ujel. Mikić je natančno podal proti Vočancu. Krajnc. Pa Stiplošek. Stiplošek, odličen drseč štart je bil to Cesarja. Preigraval je Lipavšek in oglasila se je piščalka sodnika Tkalčiča. Prosti strel bo to za Cirkulane, 5 minut do konca rednega dela tekme. Nikamor se zdaj gostom seveda ne mudi, tekmo si želijo kar se da mirno pripeljati do konca. Zavrč pa bi morda lahko z kakšnim hitrim zadetkom še poskrbel za vročo končnico tega haloškega derbija. Pofuk se tam bori, pa Kajzer. Na Kajzerja je dobro pritiskal Bezjak. In nov kod bo to za nogometaše Cirkulan. Tukaj vidimo še enkrat reakcijo Pofuka, ki je z glavo žogo poslal v smeri svojega gola, potem pa Kajzer ni prišel do nje, Adrian Bezjak je pritiskal na njega in to bo nov kod za Cirkulane, že 9. na tej tekmi in 5. v tem drugem polčasu. 2 so izkoristili in pretvorili v zadetek gostje. Enega Toplak, enega Majcen. Zdaj pa nizka podaja, žoga pa je končala tam v zunanjem delu mreže. Zvit poskus je bil tole, ki pa se je izjalovil. Prekršek je zdaj napravil Pihler nad Bezjakom. Še en prosti strel za Cirkulane. Cimerman. Vključuje se Cesar, Cimerman mu ni podal. Napako je storil potem Cimerman, ko je žogo podal mimo Matevža Kukovca v out. Pihler in Stiplošek. Pa Pofuk. Žoga spet v posesti nogometašev Cirkulan. Dober prodor, odličen strel in kakšen zadetek. Zdaj tam Kristjana Lipavška, imeniten zaključek iz velike razdalje. Tik pred koncem tekme, zdaj torej še sladkorček iz strani vezista Cirkulan, njegov tretji zadetek iz približno 30 metrov se je takole odločil za strel. Pravi projektil, zelo natančen strel in brez moči je bil vratar Mikić. 3-0 je torej rezultat in dominantno bodo ta haloški derbi očitno dobili nogometaši Cirkulan. Poskušajo kljub vsemu z napadom še vedno Zavrčani, čeprav jim tudi ta ni uspel, končala je v stranskem avtu, ki ga bo izvajal Metod Majcen. Žogo so domači za trenutek prestregli, končala pa je v še enem avtu za goste. Kukovcu je podal, ta je ni spravil potem do svojih igralcev. Cimerman je zdaj žogo odlično ostavil. Kajzer je kljub temu prisel do nje, spravil do Korena. Koren v sredino Pofuku, tale post prve Kajzerju. Kajzer zdaj odlično podal na desno, kjer je Krajnc morda priložnost za častni zadetek Zavrča. Krajnc lepo je našel tam Nikolo Vočanca v sredini, temu se pa je strel povsem ponesrečil, iz zelo ugodne situacije je žogo
nabil daleč preko vrat, lepo je žogo sicer uspelo domačim spraviti do krajnca, potem pa je takole Vočanec povsem zgrešil žogo in jo poslal tja čez smreke za golom Denisa Zajca. Medtem smo vstopili tudi v zadnjo minuto rednega dela te tekme, ki je seveda že odločena. S 3-0 dobivajo goste iz Cirkulan, ki so si prislužili tudi aplavz publike. Aplavz sta si prislužila igralca, ki zdaj igrišče zapuščata, to sta oba bočna nogometaša, Metod Majcen in pa Blaž Cesar, ki sta danes odigrala zelo dobro vlogo pri tej zmagi. Metod Majcen seveda tudi z zadetkom v 75. minuti. No, zdaj pa sta ju trenerja povlekla iz igre, najbrž zato, da prejmeta aplavz zbranega občinstva. V igro pa je prišel Staš Mlakar in pa Žan Sitar, ki sta torej dobila priložnost za teh nekaj zadnjih trenutkov tekme. Prav dobesedno nekaj trenutkov, kajti sodnik Tkalčič je medtem že odpiskal konec srečanja, konec velikega medsosedskega haloškega derbija, ki so ga s 3-0 dobili nogometaši gostujočih Cirkulan. Jasno, to nogometašev Zavrča ne sme preveč potreti. Cirkulane so na papirju vendarle močna ekipa, Zavrč pa novinec v 3. ligi. Videli bomo zdaj še enkrat vse 3 zadetke. Najprej prvi zadetek Toplaka po kotu že v prvem polčasu v 30. minuti. Po lepi podaji na prvi vratnici je žogo poslal v mrežo. V prvem polčasu še nekaj priložnosti za Cirkulane, no potem pa v drugem, v 75. minuti še enkrat po kotu, tokrat strelec Metod Majcen. Za piko na i pa je potem v 87. minuti z izvrstnim zadetkom poskrbel nogometaš zvezdne vrste Kristjan Lipovšek, ko je s pravim projektilom iz kakšnih 30 metrov matiral vratarja Luko Mikića. Nogometaši gostujočih Cirkulan zdaj takole pozdravljajo svoje zbrane navijače, ki so prišli na to bližnje gostovanje. Jasno, veseli se bodo vračali danes domov v Cirkulane, zraven pa bojo iz Zavrča peljali tudi vse 3 točke. Bodi to dovolj za danes, hvala za vašo pozornost, lep pozdrav in nasvidenje.